Lepo pozdravljeni tukaj iz samostanske kleti pri Sveti Trojici. Tudi letos proslavljamo svetega Martina, torej spreminjamo mošt v mlado vino pri Sveti Trojici, tako kot po mnogih krajih v Slovenskih goricah in seveda tudi širše. To je eden od največjih vinogradniških praznikov in seveda tudi vinogradniki smo veseli tega Martinovega, kajti takrat damo mlado, oziroma najprej mošt in potem mlado vino v poskušnjo obiskovalcem in seveda to je najbolj, bi rekel, realna ocena, kakšen je letnik za tisto leto. Pri Sveti Trojici poskušamo seveda ta program prilagoditi nekoliko drugače, torej primerno naši bogati kulturni dediščini in pa tudi arhitekturni dediščini, ki jo imamo. S tem mislim predvsem na čudovito baročno cerkev, samostan in pa čudovito enkratno samostansko klet pri Sveti Trojici. Kot že prejšnja leta v petek ponovno odlična Martinova večerja, kjer vas Štajerska hiša kulinarike že 4. leto zapored gosti ob petkih, kjer smo pripravili večerjo z tradicionalnimi slovenskimi jedmi, kot so hladna jed piščančja pašteta z prilogicami, potem kostanjeva juhica. Za glavno jed smo vam pripravili račko, gosko, mlince, rdečo peso in zato želimo, da še se vidimo naslednjo leto, da se poveselite z nami. Bringi, Narko, kupico, izpraznijo poviznijo na mizico, izpraznijo poviznijo na mizico. Prihajamo iz Cirkulan, smo vokalna skupina Mladi veseljaki, ki v kulturnem društvu Cirkulane deluje že skoraj 20 let neprekinjeno. To sladkovice pijemo na sred vinograda. Na današnjem martinovanju, na katerem smo tudi prvič, smo izredno navdušeni. Krasen ambient, v katerem smo, je seveda tisto, kar daje dodatni zagon, dodatno vzdušje. In zelo smo veseli in počaščeni, da smemo danes biti tu med vami. Imamo se super v naši prelepi Sveti Trojici, tudi drugo leto vabljeni vsi, kajti to morate doživeti. Smo se dogovorili z društvom, z vinogradniškim društvom za en taki prikaz krsta mošta, ampak smo naredili pač drugače. Nimamo tiste klasične z škofom, ampak smo naredili v obliki, da se mošt privede pred sodnika in ga obtožijo. Obtoženi moštek je kriv. Moštek obljubi, da bo obdeloval naslednjo leto vinogradu. Boš grozdje redno škropil in skrbel za njegovo zdravje. Moram pohvaliti odlično organizacijo tako Društva vinogradnikov Sveta Trojica kot seveda tudi turističnega društva, predvsem dramsko skupino, ki je uprizorila ponovno sojenje temu mošteku, ki je torej razgrajal in povzročal težave pri nas in končno torej nekako se prelevil v mlado vino. Ko pijemo mlado vino, je zelo pomembno, da nekako nas prebuja veselje in pa tudi to solidarnost, ki je bila značilna za svetega Martina. Da znamo tudi med seboj deliti ne samo materialne dobrine, ampak deliti tudi bližino bližnjega, veselje, upe, pričakovanja in to je tudi priložnost, ki je ne smemo zamuditi tudi na svetnika samega dan, ko se takole družimo tudi tukaj v Sveti Trojici. Ona dva sta prav tako zaslužna, da je današnji večer v polni meri uspel. Gostilna na griču pa je pripravila catering, torej Martinovo pojedino, sladko zelje, potem smo imeli
piščanca, mariniranega z pomarančo in pa mlince v omaki. Res se imamo lepo, lahko ste se o tem prepričali in seveda tisti, ki letos niste bili z nami, vas vabim, da se nam pridružite morda prihodnje leto.